V torek 4. januarja je v avli Doma kulture v Slovenskih Konjicah ob 18. uri potekala predstavitev svetovnega popotnika Alija Ulage. Natančno v enem letu je takrat 31-letni Laščan Ali Ulaga obplul svet. Z 8,5 metrov dolgo jadrnico Slavico, staro 24 let, je 30. avgusta 2003 odrinil iz portoroške marine in se tja vrnil v soboto 29. avgusta 2004, natančno ob 5:30 popoldne. V goste ga je povabil Nautik klub Rogla iz Slovenskih Konjic in v sodelovanju s Centrom za kulturne prireditve Slovenske Konjice je svojo enoletno avanturo premagovanja morja in samega sebe na potopisnem predavanju približal okoli 50 poslušalcem, ljubiteljem morja, avantur in vsem ostalim, ki jih zanimajo zgodbe o premagovanju širnih morskih prostranstev in spoznavanja novih dežel po svetu. Ali Ulaga, eden izmed slovenskih kraljev morja, najlepša hvala za vaš odziv na povabilo Nautik kluba Rogla. Zelo smo počaščeni, da ste prišel k nam predstaviti vaše poti na morju. Eno preprosto vprašanje, kako se počutite pa med pohorskimi jadralci? Ja, kaj ne rečem, najlepše je, ko je človek med jadralci, zato ker podobno čutimo, imamo podobne interese in seveda zgodbe, ki nas obkrožajo, ko si kaj povemo, kaj je kdo kaj doživel, kak način življenja ima, si potrdujemo drug drugemu, da smo na pravi poti. To se mi zdi najbolj pomembno. Super. Čuli smo marsikatero zgodbo, ki je bila nam jadralcem po Jadranu, ker kaj več mi nismo prejadrali, skoraj nerazumljiva recimo, ali pa kje človek najde vso to energijo. Ko ste jadru tudi po 20, 30, 40, 50 dni, kaj človeka vleče takrat, da najde v sebi motiv, ali je to preživetje, misli na karkoli, kaj človeka vleče v tem? Mislim, da je nobenem jadralcu ni treba sebe podcenjevati. Vsak se v določenem trenutku giba do svoje meje in ta je najlepša. Se pravi, če se ostaneš zvest do svoje meje in rušiš tiste meje počasi naprej, to delaš varno, je to tisto lepo zadovoljstvo, ko ga lahko imaš za celo življenje. Jaz sem pač svojo samozavest mogel iskati pač v jadranju, to sem nekako čutil, da najbolj vem in tu sem šel lahko malo dlje od drugih, kar zdaj na prvi pogled kaže, kot da je to zdaj nekaj, ne vem kaj, ne, ampak bistveno je, da sem pač iskal to, kar najbolj ovladam in tu sem se najbolj najdel, sebi sem si potrdil določene stvari, kaj ne rečem. Podiranje teh mej te dela močnejšega, boljšega, zato jaz mislim, da karkoli reči pa tega, da neka daljša pot je pa bolj pomembna, kar pa ne bi sploh mogel reči. Vsaka pot jadralska ali pa kakršnakoli življenjska je hvale vredna in je zanimiva in je pestra. Tako da jadranje je kot življenje. Se pravi, ta boj, ki ga proži, ta narava nam proži nek odpor in mi ta odpor probamo premagati. Včasih so to kolegi na drugi jadrnici, pa narava vmes, včasih smo sam mi pa narava. Bistveno je, da premagujemo te napore, da se nekaj na tem naučimo. To mene dela srečnega in veselega. Evo. V mojih očeh ste čudovit človek, preprost človek, močen človek. Jaz še vedno verjamem, čeprav hočete v eno prikazati, da ta stvar se da narediti, še vedno pravim, da za to rabiš močne temelje, da takšno stvar spraviš. Glede na to, da ste človek, ki je objadral svet, eden redkih Slovencev, ki je to stvar naredil, pomisleki, plani za prihodnost, izzivi, ki vas mogoče vlečejo v povezavi z morjem? Ja, izzivi vsekakor so. Definitivno ne več v tej smeri, da bi samostojno probal nekaj narediti. Če se bom lotil večjih projektov, kjer bi več ljudi sodelovalo, ker nekaj, da bi sam nekaj, se mi zdi, da sem za sebe dosegel vse, da nekako bi skozi skupino, skozi to skupno premagovanje nekih problemov, tukaj še vidim rezervo v odkrivanju, bi rekel, medsebojnih odnosov in tega naprej. Tako da v tej smeri vidim moje še nadaljno jadranje po svetu, kam pa bom šel. Definitivno še bom šel na Antarktiko. Na Antarktiki bom definitivno pristal še, to skoraj si upam zatrditi. Ampak kdaj pa to bo pa v glavnem pri prvem jadranju tem okrog sveta, mislim, ni bilo prvo jadranje, ampak na tej veliki poti sem dobesedno porabil res ves denar. Prišel sem nazaj brez vsega.
In tega si ne morem več privoščiti. Se pravi, zdaj če bom kdaj kam šel, bom šel do neke mere, tako da ne bom svoje eksistence spravil na dno več. Ne. To bom mogel paziti. Seveda bom pa probal hoditi še, ne. Tako vsi hodimo. Ali Ulaga, najlepše hvala. Čestitke za vse, kar ste dosegli, veliko uspehov še naprej in mirno morje. No, jaz pa vam želim, da boste še naprej tako uspešni klub, čim več Jadran, pa veselja na morju in zabave in truda in vsega. Ne? Hvala lepa.